ta čas je ponudil kar nekaj tem, ki so bile za sociologe zanimive. To je pač bilo nekako nova zadeva, nova situacija v razmerah, recimo temu samostojne Slovenije, ne, jaz še 1 desetletje ni minilo, ko sem prevzel, ne, tudi od osamosvojitve. To je bilo obdobje dejansko, ne, ko je šlo za nek prehod, ne. In so se sociologi znašli v situaciji, ki je malo drugačna, da kot recimo pred osamosvojitvijo Slovenije, ne. Pred torej tudi uvedbo novega sistema, večstrankarskega, ne. Pred tem so sociologi na neki način, ne, le bili kritični morda do ene oblasti, ne, do ene politične opcije. Zdaj so kar naenkrat se znašli v neki situaciji, koga zdaj kritizirati, ne. Ali tiste, ki so na oblasti, ali neko opozicijo, ki je bila morda preveč ekstremna v eno ali v drugo smer, v desno recimo, ne. Bila je neka, lahko bi rekel, celo nekaj kognitivna disonanca med sociologe, kaj storiti zdaj, ne. No, vse to je na neki način tudi seveda odpiralo dileme o sploh identiteti, profesionalni identiteti sociologov takrat, ne. In v tem smislu seveda smo to sprožili tudi zopet na enem srečanju, ki smo mu dali sicer naslov uporabnost sociologije, torej kjer nismo samo sociologiji kot profesiji, ampak o vlogi družbe nasploh, v družbi, ne, nasploh poskušali razpravljati. In nekako je bila tam ta dilema, ne, ali naj bo sociologija na neki način bolj oprta na neko znanstveno racionalnost, torej neka nevtralna, objektivna, bi rekel, spor, ne. Ali na drugo skrajnost seveda, ne, kjer bi bila neka vest društva bolj humanistično kritična, torej ne bi postavljala zrcalo in tako naprej. In v tistem času se je pokazalo tudi, da so se začeli sociologi na različnih področjih tudi nekako ukvarjati z različnimi temami. Nekako se je izkazalo, da bi bila potreba recimo organizirati društvo tudi v obliki sekcij. Jaz se spomnim, da je dala Masa Jogan takrat to prvo pobudo za terminološko sekcijo, ki je bila potem dokončno ustanovljena v naslednjem mandatu, ko je prevzel vodenje društva, žal se je že pokojni Tone Kramberger, no. Mislim, da je v nekem smislu boljše zdaj, ne. Ja, ne samo v tem smislu, da se mi počutimo kot sociologi, na neki način imamo neko identiteto, ampak tudi dejansko se govori o potrebah, v tem smislu, rabimo sociologa tukaj pa tam, medtem ko takrat tega ni bilo. Zanimivo, da smo v eni raziskavi o znanosti, ne, spraševali, kako recimo Slovenci razumejo, kako si oni predstavljajo znanost, kaj je znanost. In potem smo več stvari našteli, ne, od tega raziskovanja v laboratorijih, teoretiziranja in do raziskovanja mnenj ljudi. In seveda najmanj ljudi se je nekako odločilo za ta del, ne, tako da ta objekt v smislu znanosti družboslovja še ni imelo. Tukaj, če pogledam celo zgodovino, je društvo bilo dejansko ključno za sploh za postavljanje sociologije, ne, kot neke discipline, ne. Ampak hkrati bolj pa društvo skozi tudi na neki način, kakor jaz vidim, odzivno, angažirano, v smislu torej družbene kritike, skratka ni se umikalo v nek založen stolp, ne. To je pomembno, če že drugega ne, zaradi tega, da se neka zavest ohranja, da je to pomembno, ne, da če hočeš neka družba deluje, če hočeš, da neka družba deluje, da ima neko kohezijo in tako naprej, ne, mislim, da k temu to prispeva. Vsekakor je pomembno, ne, da ohranja društvo neko in seveda sociologija potem neko močno pozicijo v smislu lastne identitete, avtonomije pri recimo temu delovanju, še posebej v situacijah, ko imamo po eni strani ta populističen val, a ne, v politiki, ki na neki način relativizira pomembnost vseh teh, recimo temu, akademskih znanosti, nasploh znanosti, no. To je en vidik, ne, drugi vidik je pa še ta, ne, v tej situaciji, ko se pojavlja cela vrsta
sodobnih novih rešitev, tehnologij in tako naprej, tehnoloških rešitev, na koncu seveda smo pri umetni inteligenci že, ne, kje je zdaj tle vloga sociologije, ne, ker se včasih zazdi, da je sploh ne rabimo več, ker kdo itak vse o družbi znali povedati algoritmi, ne. Se pa kaže te situacije, ne, da tisti oblikovalci algoritmov, naravoslovci, tehniki in tako naprej, dostikrat v bistvu kar tako brez nekih resnih odzivov prevzemajo vlogo sociologov in ker so pač kao usposobljeni, imajo dostop do algoritmov, do tehnologij, tako da jaz mislim, da tukaj bo treba biti pozoren, ne, da ne bi dejansko ta tehnologija na neki način, ne, to prevzela. Časi, ko so discipline delovale same za sebe, mislim, s tem ne, se pravi, ta interdisciplinarna, jaz mislim, da bo nujna tle, ne. Jaz tudi vidim celo to, ne, da sociologija vseeno in družboslovje dobiva več oblega tukaj med naravoslovci, kot bi nekoč bila, ne. Ampak to je vse od nas odvisno, kako se znamo promovirati in tudi to, na tem je treba delati, ne.